Zakaj je to pomembno, da mi najdemo neko svojo duhovno prakso? Zato, ker mi smo prišli ne samo zato, da mi sebe utelesimo, mi smo prišli tudi v skupno polje dati. Čau. Danes sem za vas pripravila en tak prav poseben live, v katerem vam bom povedala določene zgodbe iz mojega življenja kot moderni orakelj. In ti bom v bistvu pokazala, kako lahko tudi ti postaneš moderni orakelj in zaživiš življenje v tako močnem stiku s seboj in s tvojimi duhovnimi vodniki in tvojim življenjem, da v bistvu bo vse teklo. Skratka, tema bo, kako živeti kot moderni orakelj, kako prebuditi sebe, svoje darove oraklja. O zmajčkih bomo govorili in seveda tudi v spletni šoli Oracle Membership. Danes bom delila tudi določene zgodbe iz mojih duhovnih potovanj, iz Kambodže, iz Egipta in ti bom v bistvu pokazala, kako smo v bistvu čisto vsi mi pač res rojeni za to, da utelešamo svojo resnico in da v bistvu smo tukaj zato, da svetimo svojo svetlobo in informacije, do katerih imamo dostop. Ta šola res spreminja življenja in ti bom povedala pač zgodbo, kako je šola sploh nastala in pač meni ni bilo nič jasno, jaz nisem vedela, kako bo to močna stvar in potem, ko se je ta šola začela, pač se taki čudeži dogajajo, taki preobrati, transformacije, da sem pač jaz vsak dan znova ganjena in hvaležna, da imam pač to možnost, da ustvarjam takšno skupnost, v kateri se dogajajo te transformacije. Rada bi pa v bistvu današnji live začela z enim kanaliziranim sporočilom, ki je do mene prišlo. Tale zvezek sem jaz imela s sabo v Egiptu, ko sem bila lani en mesec v Egiptu na potovanju in pač ko sem šla, sem si najprej mislila, kaj bom delala en mesec v Egiptu, to je tako ful veliko časa za pač eno državo, za eno deželo, ampak potem, ko sem pa bila tam, se mi je pa v bistvu toliko stvari zaktiviralo, toliko zavedanja, toliko znanja, toliko resnic sem odklenila, da sem v bistvu videla, da je en mesec bilo skoraj malo premalo. Rada bi otvorila v bistvu tole naše srečanje z sporočilom, ki je k meni prišlo, ko sem bila v Egiptu. Danes vam bom tudi malo več povedala določenih mojih zgodb iz Egipta, pa iz Kambodže, zaradi tega, ker v bistvu določeni kraji, ki sem jih obiskala, so meni v bistvu pomagali dodatno aktivirati mojo povezavo in moje delovanje kot moderni orakelj. Skratka, danes bomo imeli take ful dobre teme, tako res. Pa dajmo kar začeti. In v bistvu rada bi začela s poročilom, ki sem ga dobila takoj prvi dan, ko sem prišla v Egipt in pač sploh nisem točno vedela, kje bom nastanjena, vedela sem pač, na katero lokacijo moram priti. In ko sem jaz prišla pač tja po celem dnevu pač potovanja iz Slovenije, ura je bila po moje 2 ponoči, ko sem tja prišla, direkt v hotel so nas peljali, ful je bilo vse zaščiteno, zato ker je ful varovano in sploh nisem točno vedela pač, v katerem delu mesta smo. In pač, ko pridem v svojo hotelsko sobo, moja stvar je pač ena stvar, ki jo jaz vedno naredim, je prva stvar, ko jaz pridem v hotelsko sobo, je, da grem odkleniti pač vrata, balkon, pogledaj, če imam balkon, ker pač meni to ful pomeni, da imam pač lahko pogled ven in da lahko grem ven in pač sem rekla, res upam, da bom imela pač balkona, ne. In to prva stvar, ko pridem pač v Egipt in v tisto hotelsko sobo, ob 2 ponoči, jaz moram pogledati, kje imam jaz vrata ven, imam jaz zadihati, ne. In jaz grem in vidim ful zaves in si rečem, to je sam oken, ne. In odgrnem in stopam ven in je bil tako ogromen balkon in ne samo to, jaz sem imela sobo s pogledom direktno na piramide v Gizi. Dobesedno pred mano, pred mojim nosom, je bila ta največja Keopsova piramida. In jaz sem obstala po celem dnevu potovanja, ful utrujena, čist delana
In pa nisem vedela, se meni že malo blede ali pač res to vidim. In tisto noč je še svetila polna luna in pač pred mano ta pogled, polna luna, pač piramide in jaz sem bila In v tistem momentu sem vedela, da se pač začenja zame eno ful močno potovanje. In sredi pač ob 2 ponoči direkt z letala, direkt v hotel in meni angelčki se oglasijo, moji duhovni vodniki in reče, ok, Tjaša, zdaj pa piš. No in to sporočilo je v bistvu prišlo takoj prvi dan, ko sem prišla v Egipt. In zakaj tega bom danes prebrala? Zaradi tega, ker ko sem zdaj se pač meditirala pred tem današnjim srečanjem, so mi skozi govorili, vzemi ta zvezek iz Egipta, vzemi ta zvezek iz Egipta. In jaz ok, v redu, sploh nisem več vedela, ga imam še tle doma ali nimam. In odprem omaro in sem ga našla. In odprem in sem točno vedela, kaj je tisto, kar ti moram prebrati. In te povabim, da pač zdaj, ko bom to brala, samo nežno zapreš oči in samo dovoliš, da celo tvoje telo posluša. Zato, ker to sporočilo pač res rabimo slišati s celim bitjem. Ok. Zaklade nosiš v sebi in ti gledaš sebe od zunaj in hočeš videti resnico. Tam je ni. Nikoli zunaj ne boš našel tega, kar je znotraj. Edina pot je, da se odpreš, da greš globoko in si dovoliš svojo pozornost za dlje kot samo za trenutek usmeriti v svojo notranjost. Ko tam ostaneš dlje časa, začneš prebujati svoje zaklade. Tvoja naloga je gledati od znotraj navzven, ne od zunaj navznoter. Ko boš na svoje življenje gledal od znotraj, bo vse imelo smisel. Dvoma ne bo, strahu ne boš občutil, primerjava ne bo potrebna. Boš le ti, ki doživlja sebe skozi sebe. Zato je tvoja naloga ustvariti si prakso vstopanja v svojo notranjost. In tam ostani, tja se vračaj. Vsak dan znova. Na ta svet si prišel za zakladi in samo ti jih imaš moč deliti. Samo tvoji so unikatni in edinstveni. In to sporočilo nas pač spomni na to, kar je res najbolj dragoceno. Da vse, kar si v življenju želimo, imamo znotraj sebe. Ko se vrnemo, ko vzpostavimo dnevno duhovno prakso vračanja nazaj v našo resnico. Naša duša se je že veliko življenj utelešala, ima že ogromno izkušenj. In to življenje je samo še ena od utelesitev, v katero smo prinesli svojo svetlobo. In v vesolju obstaja zvezda, ki je tvoja zvezda, zvezda s tvojo svetlobo, iz katere si se ti ven rodil. In ko pogledaš v nebo, vidiš nešteto zvezd in vsak od nas ima svojo zvezdo, ki mu drži vibracijo za vsako utelesitev znova in znova. In v bistvu, kar potrebujemo, je izstopiti oddaljiti se od problemov, ki so tukaj, čist blizu, in samo malo odzumirati ven. In začeti gledati na tvoje življenje kot na dušno potovanje. Tvoja duša je prišla, da tukaj pusti svojo sled, da tukaj pusti svojo svetlobo. Pravite, da ste zelo globoko začutili to sporočilo, ne? Ker je res. Stvari, ki so res, v nas zavibrirajo. In zato je to pomembno, da slediš stvarem, ki v tebi tako zavibrirajo zelo močno, tudi če tvoj ne razume. Zaradi tega, ker mi prihajamo
iz drugih dimenzij. Planet Zemlja je samo pač trenutna postojanka, trenutno naše domovanje. Naša duša pa ima v sebi toliko zavesti, toliko znanja, toliko zavedanja. In v bistvu v določenih dobah planeta so bile pač nameni utelesitev duš drugačni. In včasih so obstajali pač recimo znotraj naše civilizacije, ker na planetu Zemlja je bilo pač zelo veliko civilizacij, med drugimi tudi recimo Atlantida, Lemurja, in v bistvu v vsaki dobi planeta Zemlje so bile različne civilizacije. In pač v naši civilizaciji je bilo pač tako, da včasih, v prejšnjih dobah planeta Zemlje, pač niso bili taki pogoji vzpostavljeni, da bi čisto vsak izmed nas bil čisto povezan s svojim izvorom. Ampak so bili v bistvu s svojim izvorom povezani samo določeni. In tem smo jim rekli orakli, mojstri, svečeniki. In poznamo na primer Pitijo iz Grčije, pa zelo veliko različnih orakljev je obstajalo. In recimo v Egiptu pač so bile prav šole, templji pač kot šole namenjene pač izobraževanjem orakljev. In ko sem bila zdaj nazadnje pač v Egiptu septembra, mislim tudi prvič, pač smo šli tja v en zelo močen, energijsko močen tempelj Dendara. In ko sem jaz samo prišla tja, pač na to ploščad, kjer se začnejo te templji in kjer se začnejo te prostori, meni se je celo telo treslo. Jaz sem prav čutila, da se bo tam meni nekaj zaktiviralo, da bom jaz ene svoje spomine iz preteklosti tam odklenila. In potem smo pač bili vodeni, da gremo si pač celo to svetišče Dendara pogledati, in v tem svetišču se učila tudi pač Kleopatra, oziroma Kleopatra je v tem svetišču pač bila, in je ona tudi imela svoje, ona je učila in pač skrbela za to, da se je v tistem svetišču, pa to pač ni edino svetišče, ful svetišč na svetu obstaja z podobnimi zgodbami. In v bistvu v tistem svetišču je pač med drugimi se učila tudi Marija Magdalena. In mogoče bomo Mariji Magdaleni, mislim zagotovo bomo Mariji Magdaleni v prihodnosti naredila še priložnost, da ti o njej govorim, ko bo čas. Ampak zaenkrat pač ti želim to zgodbo povedati. In ko sem jaz prišla v to svetišče, smo imeli priložnost, da so nas peljali tam zadaj v eno zelo majhno kapelo oziroma zelo majhen prostor, tako zelo na skrivaj, zaradi tega, ker te varuhi teh templjev pač res začutijo, katera oseba je toliko v pretoku in pač lahko vstopi v pač te svete prostore. In pač v to mini kapelo nikogar ne sprejmejo, pač ne moreš noter priti. Mi smo pa pač tja prišli in nas je videl in je rekel, ok, vi trije, vi lahko greste. In smo pač bili vodeni do tistega svetišča in pač te varuhi templjev to pač nič ne znajo angleško pa to, In oni nas kar tja noter, meni nič ni bilo jasno, kam zdaj to gremo, sam tako ful sem močno energijo čutila in sem rekla, ok, grem. In začne ta pač varuh mene tam potiskati na eno steno in meni tako, pa kaj me ta tip tle nekaj poriva, In ker tako sem bila malo sem se ujezila, In on meni tako, pač pejt tja, In tam je bilo tako v tej pač steni, sta bile pač dve luknjici. In on mene s hrbtom nasloni na to steno, in mi reče, ok, zdaj pa ta dva prsta pač v to lukno, In me tako, kva to je ful čuden, pa mi ta duhovna učiteljica, s katero smo bili, reče, Tjaša, sam naredi to. In mi ona pove, pač Tjaša, točno v tej kapeli je bila posvečena Marija Magdalena. Pač sam naredi to, naslon se,
In v bistvu vtisnem se jaz naslona, meni se celo telo začne trest. Jaz dam prste v tisto luknjo in v bistvu tam je prav postavljena, ful močen portal, pač ful močna povezava postavljena za posvetitev, za blagoslove. In meni se je takrat zaktiviral spomini, ker sploh nisem vedela, da jih pač imam v sebi. Pač, in mi je vse se sestavilo, da sem pač bila v tem svetišču in kaj sem počela in pač kako sem v bistvu takrat tudi dobivala oziroma bila inicirana v to, da sem bila pač orakelj. In v tistem trenutku, vse mogoče to ni zdaj čisto primerno za live, ampak jaz bom pač povedala, v tistem momentu, ko sem jaz tiste prste noter zarinila v tisto steno, sem jaz pač iz nič, s tem, da pač sploh nisem imela menstruacije, se je meni usula menstruacija. In v bistvu, ko doživimo ful intenzivne in močne energijske procese, včasih pač, ko se ti odklene določena skrivnost tvoje duše, celo telo pač spodbudi ful močno reakcijo. In jaz sem pač jaz sem sama menstruacijo dobila tako iz nič na polno in jaz sem bila samo tako, o moj bog, jaz moram ven, jaz bom tlele kar skrvavela. In jaz sem pač še en teden pač hodila k sebi od te zelo intenzivne, močne izkušnje. In v bistvu, zakaj ti to razlagam? Razlagam ti zaradi tega, ker pač vsak izmed nas se je kot duša utelešal v različne dobe planeta Zemlje, pa smo bili na različnih, pač v različnih civilizacijah, pa smo bili v Egiptu, pa smo bili v Kambodži, pa smo bili na Japonskem, pa smo bili med Inki pa Maji, pa Azteki, ne, pač naše duše so v različnih časovnicah prihajale na planet Zemlja. In v bistvu, glede na to, kakšne resnice so takrat bile dovoljene, kakšna je bila kolektivna zavest, pač tako smo pač v tisti dobi naše utelesitve lahko delovali. In zdaj kolektivno, pač naša civilizacija gre iz tega, da so bili samo določeni posamezniki posvečeni v to, da so lahko bili povezani s svojim izvorom, do tega, da prihajamo do tega, da da vsaka oseba bo začela živeti iz te povezave. Zaradi tega, ker mi mislimo, to so pa neki posebni, ne? Jaz pa nimam te sposobnosti, ta je zihar neki mogo biti, ne? Mogoče gledaš mene in rečeš, ona kanalizira, ona je nekaj posebenega, ne? Pa sem čisto navadna oseba, pač s svojimi problemi, ki se v življenju srečujem in soočam, ne? Ampak zakaj gre? Gre v bistvu za to, da prihajamo nazaj, oziroma gremo v času gremo načeloma naprej, ampak prihajamo v bistvu nazaj utelešati resnice, ki jih v preteklosti nismo mogli do konca utelesati. In pač jaz sem šele v Egiptu dojela in meni se šele takrat sestavili stvari, ki sem jih v bistvu celo življenje nekako nosila v sebi in sem jih sestavila in sem dojela pač, kako sem bila jaz, kot svečenica, kot orakelj, kje vse po svetu sem jaz delovala v različnih dobah, civilizacijah in sem bila pač vedno znova pač ubita, uničena. Zakaj? Zato, ker določene dobe planeta Zemlje pač tega niso, bom temu rekla, ni bilo zavesti še v kolektivni energiji. V bistvu vsi so vedeli, da je to močno, ampak ravno zato, ker so vedeli, so to zatirali. In potem pač moja duša izbere, da bo prišla sem v Slovenijo, v čudovito Slovenijo, v pač, ne vem, tej moderni naši zdajšnji dobi, ne, v 21. stoletju oziroma pač 20. stoletju. In pride in se vse stvari, ki se rabijo pač zaktivirati, ali pa tvoja duša, ne, se aktivirajo. Ampak, zakaj je to zdaj ta trenutek ful pomemben? Zaradi tega, ker z letom 2020, ko se začne odpirati nova doba, pač že leta 2012 se je odklenila nova doba, z letom 2020 pa do 2022 se še bolj odklepa, še nova dimenzija, gremo še naprej. In v bistvu pač globalno gledano ni več prostora, da ti ne živiš svoje resnice. Ker ti si prišel v telesati svojo resnico. In v bistvu čisto vsi med nami imamo to povezavo. In zato, ko jaz učim kanaliziranja, ne,
pač kako dobiti to jasna, čista sporočila, mi rečejo, kdaj moji tečajniki, joj Tjaša, ampak a res to vsak zmore? Ja, zmore. Zaradi tega, ker imamo vsi to v sebi, vsi smo iz istega vira, iz različnih dušnih kraljestev, ampak iz istega pač izvora. In zdaj, to pomeni, da imamo vsi enake sposobnosti, ampak različno smo jih v preteklih življenjih odklepali in različno pogumno si ga v tem življenju dovolimo odkleniti. Če so te teme tebi zanimive, če ti takole nekaj dela, če prav občutiš nekaj, ko jaz te stvari govorim, to samo pomeni, da tvoja duša pač čaka, da ji končno daš to duhovno prakso, ki smo tukaj le prebrali, da začneš odklepati te svoje resnice, da začneš polno utelešati, kdo ti si. In v bistvu orakli niso stvar preteklosti. V preteklosti so bili redki, zaradi tega, ker tista doba planeta pač ni dopuščala, ni še bila tako močna frekvenca, da bi lahko čisto vsak utelešal sebe na tak način, da bi bil povezan. Kaj se zdaj dogaja? Ta doba, v kateri smo mi zdaj, je pa pač doba svetlih ljudi. Je doba prebujenih ljudi. Je to, da bo vsak povezan. In v bistvu, ko sem jaz leta 2018, to je zdaj 2 leti nazaj, začela dobivati močne sanje in jaz sem v sanjah začela, pač, meni so se prikazovali zmaji. In pač kot medij, že pač 11 let za medij, kanaliziram različne duhovne vodnike, ampak zmaji pač še nisem delala, niti nisem verjela, da pač ta zavest obstaja. In meni so celo leto 2018 v sanje hodili zmaji in so mi razlagali, Tjaša, pač prihajamo, ampak ni še čas. In so se mi sama vklopili in so šli in meni bilo nič jasno, kaj se dogaja. In so mi celo leto hodili v sanje in so mi edina stvar, ki so mi jo povedali, je prihaja doba, v kateri bo tako zelo pomembno, to so mi 2018 povedali. In tako vidiš v bistvu, kako, ko si ti povezan, pač kot medij recimo, dobiš informacije pred časom. In v bistvu rekla so mi, Tjaša, to je bilo 2018, aprila, so mi rekla, Tjaša, prihaja doba, ko se bo frekvenca planeta toliko transformirala, da boste ljudje rabili novo duhovno vodstvo in boste še bolj primorani imeti svojo duhovno prakso, to, kar smo tukaj le brali na začetku, in imeti v bistvu povezavo z svojimi duhovnimi vodniki in živeti v bistvu zavestno. In meni so se vklapljali celo leto 2018 v moje sanje, da so se mi počasi stvari sestavljale, ampak itak še nič mi ni bilo jasno, kaj se dogaja. In to je to. In pride leto 2018 do konca in jaz sem celo leto 2018 čutila tako od vznoter, da jaz rabim narediti spletno šolo, da jaz rabim začeti nekaj prek spleta deliti in mi ni bilo jasno, kaj. In so mi rekla samo ne delati stvari na silo. Samo počakaj, da se bo rodil čas. Pravi čas za to. In konec leta 2018 jaz dobim mail od duhovne učiteljice Ivet, s katero sem ful let nazaj, 5-7 let nazaj, pred tem, mogoče sem jo enkrat v življenju srečala. In v teh 5 letih mi dve nisva nič komunicirale. In potem ona meni pošlje mail in mi reče, Tjaša, pridi v Kambodžo. In jaz sem ta mail odprla in jaz sem bila tako, jaz moram v Kambodžo. Nisem ne vedela, kje je točno Kambodža, v katerem delu Azije, kam jaz grem. Jaz sem sam rekla, ok, jaz to moram iti. Pač in mi da za njo sva pač obedve začutile, mi dve morava iti in mi da sva vse pustile, pač ravno med božičnimi prazniki je to bilo konec leta, ful smo imeli dela, ampak mi da sva bila tako, ne, mi dve morava iti. In jaz sem se počutila tako najbolj, da delam neki izven cone udobja in mi je bilo ful grozen. Ampak istočasno jaz sem vedela, jaz moram iti. In jaz sem v četrtek kupila letalsko karto, v torek sem letela. Tako, ni bilo vprašanja, jaz sem sam šla. In ko sem jaz prišla v Kambodžo, jaz nisem imela pojma, kaj bom jaz tam počela, jaz sem sam vedela, dobila sem povabilo, nekaj se bo zgodilo, nekaj za mojo dušo pomembnega. S tem, da jaz sem imela celo leto 2018 vnet živc v glavi, meni se je toliko močno zdravil, moja kontrola, meni se je dvigovala frekvenca skozi to. In jaz sem bila čisto v bolečinah,
Ampak jaz sem kar spakirala in sem šla v Kambodžo. In pridem tja in mi Ivet reče, veš Tjaša, ne, pač se veš, da si bila sem poklicana, sem te pač, čakali smo te, kao, da prideš, ne. Zato, ker sem pridajo čisto vsi ljudje, ki so povezani z zavestjo zmajev, zaradi tega, ker je pač področje Angkor Wat v Kambodži pač področje več kot 1000 templjev, ki so postavljeni na vzvezdje zmaja in tam not so ful močne vibracije in zavest pač zmajev. In jaz sem bila sam, ok, in takrat se je meni sam začel odpirati. In jaz sem takrat začela dojemati cele te sanje, ki so se meni 1 leto rolale, pač zato je to pomembno, da dovolimo, da nastopi pravi čas. In kaj pravi čas, veš. Zato vedno, ko bo pravi čas, ti bo tukaj not, ti ne bo dal miru, boš mogel narediti korak. In v bistvu, kar sem jaz v bistvu v Kambodži dobila, je to, da s tem, ko sem jaz obiskala tiste templje in pač imela tiste duhovne izkušnje tam, so se meni zaktivirale. Jaz sem takrat tudi prvič spoznala mojo osebno zmajčico oziroma pač zmaja, začela se povezovati z njimi, začela kanalizirati, meni so se takrat v bistvu potem ta povezava odprla in v bistvu, kdo sploh so zmaji, ne, pol, ko sem navezala stik z njimi, v bistvu zmaji so ta nova zavest. Planet Zemlja pač ta doba, v kateri mi smo res v eni najbolj zanimivih dob človeštva in bomo to mogoče šele v naslednjih utelesitvah lahko videli. Zaradi tega, ker smo pač v dobi, kjer se taka velika transformacija dogaja. In v bistvu pomisli, kakšno je bilo tvoje otroštvo, pač pa kakšno je tvoje življenje zdaj. Tako, wow, toliko enih drugačnih vibracij. In to nas lahko včasih kar tako malo naredi nesigurne. In tudi ta čas, v katerem zdaj smo, če si nesiguren, to je super, ker to pomeni, da vstopaš v drugo dimenzijo sebe. In pač zmaji so duhovni vodniki, tako kot angeli, nadangeli, boginje, ne? So duhovni vodniki, ki pa prihajajo iz druge dimenzije. In v bistvu zdaj šele se bo spet začela vračati zavest zmajev. V preteklih dobah planeta je bila zelo močna. Potem je pač so jo uničili, zaradi tega, ker je bila to tako močna energija. In do nje so lahko samo določeni dostopali. Spet, spomni se orakljev. Ne? Zdaj se vstopamo v dobo, kjer se bo vsakem izmed nas napolno aktivirala naša sposobnost, da smo orakli. Ker to je naša naravna danost. In v bistvu zmaji prihajajo in v bistvu zavest zmajev je 1 stopničko nad tem, kar v bistvu duhovni vodniki, s katerimi delamo sicer. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo zavest iz druge dimenzije, iz drugega vesolja. In v bistvu, ko se planet Zemlja v frekvenci spreminja in tudi naš planetek, ne, se postavlja po strani že več let. Zakaj? Zaradi tega in vedno bolj, vsako leto bolj se bo spremenila pač koliko stopinj je planet Zemlja po stran, zaradi tega, ker se dobesedno s tem, ker se postavlja po stran, se planet Zemlja tako stiska v drugo dimenzijo. In v bistvu, ko se toliko spreminja frekvenca neke strukture, se rabijo ustvariti vodniki, ki nam pomagajo iti s to spremembo. In zato pridajo zmaji. Zmaji pridajo z vibracijo, ki je ful močna in zato zmaji ne bodo krči z vsakim delali takoj, neko duhovni vodniki. Ker ti se moraš najprej moraš se odpreti. In v bistvu, kaj se je zgodilo? Jaz sem bila tam v Kambodži in jaz začnem te zmaje kanalizirati. Meni se začne sestavljati, zakaj sem 1 leto sanjala zmaje. In na noči iz 2018 na 2019 se jaz zbudim, pač za Silvestrovo sred noči, jaz se zbudim in meni se začne v angleščini downloadati opis moje spletne šole, ker sem jo 1 leto hotela ustvariti, pa se mi ni sestavil. In meni se sam začne in meni reče, ok, Tjaša, odprla boš spletno šolo, imenovala se bo Oracle Membership, to je spletna šola za moderne oraklje, ti si tukaj, da boš drugim ljudem pokazala, kako oni so lahko orakli, povezani s sabo, sodelujo z duhovnim vodstvom, živijo zavestno življenje, v stiku z zmaji, z drugimi duhovnimi vodniki in tole boš učila.
In meni nič jasno, v angleščini, vse se mi je v angleščini prepalal. In sem rekla, ok, to moraš zdaj narediti. In meni se je pač po enem letu sestavil, in jaz sem to toliko čutila, to je toliko močno bilo, da jaz sem sam prišla domov iz Kambodže in vsi tisti, ki ste takrat z mano sodelovali na dogodkih, itak veste, koliko sem prišla spremenjena. Jaz sem imela drugačen obraz. Meni neki se mi je tam zaktivirali. In jaz sem prišla domov in jaz sem rekla, ok, to je treba roditi, to šolo je treba roditi. In jaz sem potem v parih mesecih pač odprla šolo in vsi, ki ste zdaj bili v moji šoli do zdaj, v prvi rundi, ste bili tisti najbolj prvi moji moderni orakli, ki sem vas imela in vas imam čas učiti. In v bistvu moderni orakel postaneš, ko si v bistvu spostaviš duhovno prakso, kar ta šola je, da se začneš vračati v svojo resnico. In v bistvu, ko sem jaz odprla šolo, jaz sem bila tako, jaz sem si rekla, a se bo kdo sploh hotel vpisati. Mene je toliko ven usekal, tako, kaj pa če nobeden ne bo želel biti del tega? In meni so zmaji rekli, pa halo Tjaša, to je taka resnica, ki boš ti delila, pač tukaj je taka mreža, energija drži, ljudje, ki so moderni orakli, so v tej mreži in bodo prišli. In s prvim odprtjem je 500 ljudi se prijavilo v spletno šolo. In jaz sem bila pač ganjena in mravljinčasta in meni je bilo nič jasen. In takšna močna energija, ki je pač v tej naši šoli, pač jaz sem tako adijo. Jaz sploh ne morem dojemati. Jaz sem vsak dan znova toliko hvaležna za vas. Pač jaz ne vem, kdo bolj uživa v tej šoli, ali vi ali jaz. Ker je pač res takšne energije, ki so pač v tej šoli, pač tega ni. In pač to ne rečem samo jaz zato, ker pač jaz vodim to šolo, ampak pač mene kontaktirajo duhovni učitelji iz sveta, iz povsod, ki jih poznam, in oni meni govorijo, Tjaša, kaj ti počneš? Zaradi tega, ker pač ti nekaj počneš, ker mi to čutimo. In pač meni pač tudi duhovna učiteljica, ta Ivet, iz Nove Zelandije, ki zdaj sem pač z njo v Egiptu, ona je meni rekla, Tjaša, nekaj ti bom povedala. To, kar ti učiš v tvoji šoli, pač tega na svetu ni. In ona dela s ful veliko različnimi duhovnimi učitelji in ona dela zdaj tudi raziskavo, kako duhovna praksa vpliva na pač človeka. In jo univerza na Novi Zelandiji subvencionira, zato da bodo raziskali pač kako duhovna praksa vpliva. In ona je mene prosila, če bi lahko tudi jaz mogoče z našo šolo, z modernimi orakeljčki, če bi lahko mogoče, ko bo čas, ko bo prišla do tja, pač sodelovali v tej raziskavi. In ona je meni rekla, Tjaša, jaz ne poznam duhovnega učitelja, ki bi imel tako močno skupino, kakor jo imaš ti. In pač mi hočemo, pač jaz bi ful rada, da tvoja skupina deli, kaj njim duhovna praksa pač da. In jaz imam pač mravljince, jaz pač vsakič znova, ko pridajo take informacije do mene, pač mene ful gane. Pač že to, da mi je dano ustvarjati in dajati prostor za takšno skupino. Ampak ne gre se za mene, pač gre se za vse nas, ki v bistvu čutiš, da rabiš sebe zbuditi, da rabiš sebe dati nazaj v to resnico, ki si jo v bistvu prišel telesati. In v bistvu moderni orakel ne pomeni, da se zapreš v neko jamo in da sam meditiraš in to sploh ne. Moderni orakel v bistvu pomeni, da vzpostaviš to duhovno prakso, da začneš končno v življenju slišati sebe in delovati sebe in biti v stiku s sabo. In ko si v stiku s sabo, si v stiku tudi s svojim duhovnim vodstvom. In v bistvu, kar te jaz v tej šoli učim, je to, kako sebe začneš odpirati, kako začneš živeti in utelešati vse tvoje resnice. Ampak, ker živimo v dobi, v 21. stoletju, kjer je pomembno, da smo mi
telesno zdravi, da mi smo uspešni v svojem delu, da mi v službo pridemo nasmejani, da imamo mi ljubeč partnerski odnos, da se mi fajn počutimo, da ustvarjamo pretok obilja, ker pač mi nismo več tam v Grčiji, da bi sedeli samo sred enega templja, pač smo tukaj, v tej dobi. In moderni orakelj v bistvu pomeni, da se naučiš toliko prideti v stik s sabo in to ti pač šola Oracle Membership da imaš stalno duhovno prakso, da si ti v stiku s sabo, v stiku z duhovnimi vodniki, da se naučiš sodelovati z njimi in da dejansko spoznaš zavedanje, kako lahko tukaj in zdaj ti dobro živiš. In v bistvu mi se v šoli pogovarjamo tudi stvari, ki se na prvi pogled ne zdijo duhovne. Mi se pogovarjamo o tem, kako imeti recimo pospravljen dom, zato da si ti v dobri vibraciji. Pa pogovarjamo se o partnerskih odnosih, pa pogovarjamo se bomo tudi o spolnosti, pa pogovarjamo se pač o temah, ki so čist zemeljske. Zakaj? Zaradi tega, ker ni razlike med zemeljskim in duhovnim. Mi smo tukaj, da povežemo ta dva svetova. In enkrat se spomnim, da mi je ena udeleženka dogodka rekla, prišla je do mene po dogodku in je rekla, Tjaša, ko me je prijateljica povabila, da grem z njo na tvoj dogodek, sem si mislila, kaj to še ena meditacija, meni to ni, to so vsi tam v nekih haljah, meni to ni. Pa je ta prijateljica rekla, dej pej, sam pej z mano pa boš videla. In potem je rekla, in pol jaz pridem v dvorano in prideš ti na oder v oblekici s petkami, vsa sijoča, aktivna, skačemo, plešemo in ti si meni obrnila predstavo, kaj je duhovnost. Rekla, in potem si ti meni v 1 uri dala tok, da mi nič ni bilo jasen. In je rekla, jaz ti hočem samo to povedati, da pač sem ful hvaležna, da pokažeš, da biti duhoven v stiku s svojo resnico ne pomeni samo, da rabiš biti kot en svečenik tam v eni jami. Zato, ker nismo v tej dobi, mi smo v drugi dobi, z drugimi zmožnostmi, z drugimi darovi zunaj nas. In v bistvu, moja želja je, da te naučim, da ti pokažem, vse to imaš ti že vse v sebi, da te spomnim nazaj, kako lahko ti toliko živiš v stiku s sabo in razumeš, si v jasnosti, kako kreiraš zase življenje, ki ga znotraj sebe čutiš, da je tvoje. In to je tudi življenje finančne svobode. In v šoli smo imeli 2 meseca temo, samo denar, denar, denar. Zaradi tega, ker ko si ti v pretoku, ko si ti v duhovnem pretoku, ti lahko kreiraš zunaj sebe karkoli. Pa še vedno ostaneš čist in se še vedno znaš vedeti, kaj je res vredno. In v bistvu pač ta šola zame osebno je en tak preplet večjih dimenzij. Je preplet čist duhovnih aspektov, v smislu meditacije, ritualov, aktivacije naših darov in na drugi strani čist zemeljskih stvari, ker mi rabimo to oboje povezati. Zato smo tukaj. In duhovnost v resnici ne pomeni nič drugega kot življenje. Življenje v stiku s tem, svojo dušo, ne samo s svojim telesom, ampak s celim tvojim bitjem. Saša pravi, da čuti, da bo to najboljša izkušnja v življenju. In pač, ko sem odprla šolo, jaz sem takoj hotela pač narediti dogodek z zmaji. In so mi rekli, ne Tjaša, niste še pripravljeni. In jaz sem pol tako kar malo užaljena, kad mi to rečejo. Ampak pač kot medij, že sem se naučila v zadnjem desetletju, da pač včasih moraš res počakati, da je ta pravi moment. In potem je bilo noro, orakli, se vidite, kako smo se v šoli, kako je bilo vsak mesec, je bilo bolj močno. In kako smo prišli iz tega, da smo imeli pač čist spontano, nisem vedela, da bo, pač jaz čist iz pretoka delujem. In smo imeli že kar svečenike iz Lemurije pa iz Atlantide enkrat vmes v enem dogodku. Pač, in ful močni vodniki prihajajo. Zato, ker jaz pač šola tako poteka, da v bistvu mi imamo vsak mesec eno temo in potem jaz v tisti temi
pripravim vsebino, vi tudi kakšne posnetke iz preteklih mojih dogodkov vam dam, imamo dogodek v živo, kjer se o temi pogovarjamo in imamo potem še en dogodek, kjer odgovarjam na vaše vprašanja in pač vse, kar te zanima. In imamo pač vsak mesec eno temo, poleg tega, da vsak mesec vedno dobiš tudi razlago energij meseca. In v bistvu pač šola temelji na tem, da ti dajem pač to zavedanje, znanje, da se družimo, ampak jaz delujem pač čisto iz pretoka in ko mi določen duhovni vodnik reče, jaz rabim zdaj čez pride, da kanaliziram za skupino, pač pride čez. In mogoče kdaj kakšen dogodek malo drugače zapeljamo, ker pač se določena zavest hoče oglasiti. In jaz sem pač ful najbolj vesela, da ste pač vi kot moderni orakli z mano ful pretočni in fleksibilni, da ko pride en drug, ki je bilo naplaniran, da smo vsi tako, ok, ful dober, da vidimo, kaj bo. Zakaj je to pomembno, da mi najdemo neko svojo duhovno prakso in začnemo te zaklade, ki smo brali na začetku, dajati ven? Zato, ker mi smo prišli ne samo zato, da mi sebe utelesimo, mi smo prišli tudi v skupno polje dati. Mi smo prišli v skupno polje, mi smo prišli spreminjati kolektivno zavest. In več ljudi, kot se bo prebudilo, prižgalo, več ljudi bomo mi v bistvu svojo svetlobo obsijali. In če hočemo spremembo v svetu, mi rabimo zažareti. Tako da, ful dobro vprašanje, ob kateri uri so ponavadi srečanja v živo. Srečanja v živo so ponavadi ob večerih, se pravi 2-krat na mesec, ob 19. oziroma v poletnem času ob 20. Seveda vse vsebine snemajo, če kdaj kaj ne moreš pogledati ali pa ne moreš spremljati, je potem takoj naslednji dan vsebina naložena v spletno učilnico, da pač lahko pogledaš. Kar je najbolj pomembno, je tudi to, da se zavedate, ta šola je v bistvu vzpostavljena tako kot mesečni program, da ti lahko vsak mesec dobiš podporo za svoje življenje, za tvojo visoko vibracijo, vsakič neko novo temo odpremo in je res, kakor pravite, vsi orakeljčki, da je to šola življenja, zaradi tega, ker ti res odpira te, da začneš v bistvu se polno živeti svoje življenje kot mojstrski kreator svoje realnosti in da tudi v bistvu s svojim visokim zavedanjem začneš tudi v svetu okoli tebe dvigovati večje zavedanje. Tako da v šoli, čist tehnična stvar, mi smo naredili šolo cenovno zelo dostopno, zato da lahko vsakdo se nam pridruži in lahko plačuješ mesečno ali pa letno, in če se kadarkoli tekom šole začutiš, da to ne vibrira več s teboj, seveda se lahko izpišeš, Je pa ta šola toliko dobra, toliko je lepa energija in toliko se imamo fajn, da pa smo kar skupaj, pa kar ostanemo skupaj. Še eno vprašanje, če je v šoli tudi kaj prostora za individualna vprašanja? Ja, enkrat na mesec imam v šoli prav dogodek, kjer lahko postavljate katerakoli vprašanja. In potem jaz zberem vprašanja, ki me vodniki vodijo, da jih odgovorim in v bistvu tako vedno se potrudim, da čim več vprašanj odgovorim, pa seveda vedno jasnost, ki jo rabimo, steče skozi mene. Tako da, ja, jaz ful, ko mi čakam, jaz sem ful vesela, da sprejemamo nove člane v našo šolo, nove moderne oraklje in vas vsi že ful, ko mi čakamo. Cela moja ekipa in tudi že obstoječi moderni orakli, mislim, da se vsi zavedamo, da več kot nas je v tej mreži, vsak od nas postane še svetlejši in močnejši. Mogoče tudi to, včasih nimaš ob sebi ljudi čistko v življenju, ki bi te ful podpirali pa zate navijali v tvoji duhovni praksi. Zato, ker v kolektivni zavesti se še vedno a ti pa meditiraš, a ti pa, kaj pa to anglički, še vedno je, sicer smo v Sloveniji sploh zelo odprti, ampak še vedno je dosti tega nesprejemanja. In v bistvu, če Renata pravi, tudi novi člani smo že nestrpni, fulove. In če imaš ob sebi dobesedno neko skupnost, neko duhovno družino, ki ti drži prostor in kamor greš lahko vedno, da se napolniš, ti je lažje potem vztrajati v tvoji duhovni praksi in živeti tvojo resnico.
Ok, aj še kakšno vprašanje? Če sem mogoče kakšno vprašanje spregledala, pa ste ga napisali že na začetku, dajte ga še enkrat napisati, ker so šla naprej, pa jih nisem videla. Ljubica tudi pravi, da je šola spremenila življenje. Samo veliko moramo še delati na sebi, pač celo življenje je prostor za rast, ampak nam gre ful dobro, pač je to, da izbereš biti del ene take skupine, pač ene take šole, ki te ves čas daje v ta pretok, je že ogromno. Jelka pravi, jaz pa kot da sem se zaljubila v novo življenje. Ja, pač ko pridemo v stik s sabo, dejansko pridemo v stik s pač svojim življenjem, a ne? Kaj pa, če si čisti začetnik, bom dohajala, Renata, seveda, ne rabiš nobenega predznanja, sam željo po tem, da si v stiku s sabo. Andreja pravi, da ni ocen, samo prelepa energija. Kje, nobenih ocen ni, pač vse na koncu je pač življenje, je tisti test, a ne? Ne rabiš skrbeti. Če si želiš nek prostor, kjer najdeš meditacije, predavanja za življenje, je to šola pravi prostor. Ne rabiš pa skrbeti, da ne bi dohajala za te, ker vedno vzameš to, kar pač želiš. V smislu, da vsebina je cel mesec tam in ti pač to, kar hočeš, kar ti paše, delaš. Mi imamo en tak dogovor, a ne, orakelčki, da delujemo iz ljubezni, iz pretoka in vzameš to, kar ti paše in ostalo spustiš. Bo že prišel čas, ko te bodo teme, ki si jih spustil, mogoče kasneje zanimale. V bistvu šola je pač toliko časa, dokler si ti noter. Po enem letu pač se lahko ponovno odločiš, ali boš noter, ali boš pač šel ven. Tako da načeloma jaz bom to šolo delala, dokler bom čutila, da jo delam in tako da ste lahko z mano, dokler bomo hoteli biti skupaj pa se družiti. Ingrid pravi, draga Tjaša, ti si čista meditacija in dala si mi en odgovor, da ni več prostora za staro. Res ni več prostora za staro. In v bistvu včasih nas je ful strah, ful se oklepamo, zato ker smo navajeni življenja, ampak ko smo pogumni in stopimo naprej, se nam pa toliko ene nove dimenzije odprejo. Pač jaz, če ne bi bila takrat pogumna in šla v Kambodžo, pa nisem vedela, kaj me čaka, pač jaz ne bi danes imela tako izjemne šole in takih izjemnih modernih orakljev in ne bi vsak za sebe manifestirali take nore stvari. Tako da je treba v življenju, jaz tako malo hecno rečem, pač dati jajca na mizo, pa jajčnike na mizo, pa pač probati, pa iti za tem, kar te pokliče. Branka pravi, podpiram vse, ki ste se ali se boste odločili za šolo OM. Mi se imamo super že skoraj 1 leto, uživamo vsi skupaj s Jašo in njeno ekipo. Prava šola za življenje. Ful lepo. Jasno sprašuje, če imamo dostop do lanskih tem, je kak nasvet ali odpreš, kar ti klikne. Ja, pač dostop imaš do vseh tem, ti pa pač začuti, kje si zdaj v življenju, kaj te bolj zanima. Mogoče si zdaj v fazi, ki te ful zanima, kako kreirati več obilja. Pa poslušaš te teme, mogoče bi rada malo jasnosti okrog partnerstva, pa odpiraš to temo. Skratka, to je kot en tak velik sef, v katerem je vso to znanje in ti odpreš tisti predal, ki ga hočeš. Vprašanje je, če se recimo izpišeš iz šole, ali imaš potem še vedno dostop do vsebin, recimo če narediš pauzo za nekaj časa, pač če izbereš pauzo, to pomeni, da ti mi pač zapremo dostop, a ne? In naslednjič, ko se vpišeš, se pač moraš počakati, dokler bo naslednji vpis. Se pravi, enkrat na leto jaz načeloma šolo odpiram, tako da, če se pač izpišeš pred tem, v smislu, da se izpišeš čez 3 mesece, boš pač mogla počakati. In dostop ti pač zapremo, zaradi tega, ker se pač vsebine ves čas nove nalagajo, a ne? Tako da... Zdenka pravi, da se vas ne bom rešila, da bomo omčki še naprej. Ja, hvala Bogu, jaz ful uživam z vami. Pač tako, deluj iz pretoka, vprašaj se, a je to zate, a čutiš to, prosi duhovne vodnike, prosi zmajčke, da ti dajo znak, simbol, če si še v dvomu in zagotovo bo prišla sinhrona sporočila, potrditve, da boš vedel, da je pač to zate, a ne. Albina pravi, brez te šole ne želim biti niti en dan do konca življenja, tej šoli ni primerjava. Hvala,
Hvala, Albina. Jaz pa predlagam, da bi zaključili tale naš live še z enim sporočilom, a ste za, pa da vidimo, kaj rabimo slišati. Ok, zdaj bomo pa tako naredili. Zdaj bom pa jaz za zaključek tole takole naredila in bom vzela eno sporočilo, to je bilo vse v Egiptu skanaliziran, pa da vidimo, kaj rabimo danes še vedeti strani duhovnih vodnikov. Sem pa to grdo pisala, ker jaz sem se tam kar na tiste stole, ne na stole, na tiste kamne sedla pa kanalizirala. Ok, našla sem sporočilo, ki ga dejansko znam prebrati. Ok. Tole sporočilo je pa prišlo k meni v templju od Ozirisa v Abidosu, kjer je tempelj, to je ful zanimiv tempelj. V tem templju so dejansko pač na stropih in pač na stebrih narisane stvari iz prihodnosti. In ta tempelj je bil tako 4500 let nazaj zgrajen in ko gledaš gor, je vklesano noter letalo, pa helikopter, pa podmornica, pa stvari, ki v bistvu v tisti dobi, ko je bil tempelj zgrajen, še niso obstajale. In v bistvu v tistem templju sem se povezala z Ozirisom, kateremu je ta tempelj v bistvu posvečen, in on je v bistvu duhovni vodnik časa, ki nam v bistvu pomaga razumeti dimenzije časa. In to sporočilo je sporočilo o času. Tako da očitno rabimo to zdaj slišati. Pa te spet povabim, da mogoče zapreš učke, pa da samo prisluhneš s celim telesom temu sporočilu za zaključek. Čas, kot ga poznate ljudje, ne obstaja. Preteklost, sedanjost, prihodnost so le 3 različne besede, ki opišejo isti čas. Ampak ker ga dojemaš drugače, ga ločiš na dele. Realnost je, da obstaja samo eno stanje, samo en čas. In to je sedanjost. Ko v njej, torej v sedanjosti, ozavestiš dogodek, je to tisto, čemur potem rečeš preteklost. Ko v sedanjosti ozavestiš namero, ko fokusiraš energijo v kreacijo nečesa, se ustvari to, čemur rečeš prihodnost. Tvoj zemeljski ti ne dovoljuje, da bi sočasno doživljal vse dobe, ker bi bilo fizično premočno zate. Imaš namreč zemeljsko telo, ki ima določene omejitve. Samo dokler veliko število ljudi verjame v to stanje in v te omejitve. Sicer imate in imaš možnost sočasnega obstajanja in doživljanja svoje zavesti skozi spekter doživeti in življenj. Če želiš postati popotnik v času, vse, kar moraš storiti, je ozavestiti kauzalnost. To pomeni akcija, reakcija, vzrok, posledica. Vse, kar storiš ali ne storiš zdaj, se ustvarja v tvoji tako imenovani prihodnosti. Zato je zavajajoče, če samo čakaš, da se želeno stanje v prihodnosti zgodi, ker se ne bo zgodilo, če v času, ki ti je dan zdaj, torej sedanjost, ne odpreš tega aspekta sebe. Šele ko danes, zdaj zaživiš to, po čemer hrepeniš, se to skreira v tvoji prihodnosti, ki pa je tedaj, ko nastopi, že v resnici tvoja sedanjost. Zato se vse dogaja v sedanjosti. Tudi preteklost je v resnici samo izbira, da boš v sedanjosti podoživljal dele sebe, ki si jih že odkril. V resnici si vedno vse, kar si bil in vse, kar boš, sočasno. To je resnična magija življenja. In ko to osvojiš, postaneš mojster svojega sočasnega obstoja v vseh časih.
Osiris. Wow, močno sporočilo. Mogoče čisto pravo za zaključek tega današnjega live, da v bistvu to, kar danes izbereš, kreira tvojo prihodnost. Tako da izberi iz sebe svoj naslednji korak, tisto, kar čutiš, in če je to, da se nam pridružiš v spletni šoli Oracle Membership, te bom z vso ljubeznijo sprejela in vsi mi moderni orakli, ko me čakamo na te. In hvala. Hvala.